Torej, Slovenska vojska si že kar dalj časa prizadevala, da gosti neko mednarodno vajo, s katero bi pokazala regionalno neko vodstvo oziroma regionalne napore, ki jih vlaga cela Slovenija v stabilizacijo regije, in nam je uspelo z vajo Odločni odgovor. Mi smo ponosni na to vajo in z nestrpnostjo pričakujemo. To je prvi del, predvsem računalniško vodena vaja. V naslednjih 2 letih pa si lahko obetamo tudi nekoliko večje vaje, ki bi res pokazale našo povezljivost, interdisciplinarnost z ostalimi vojskami in pokazali bi predvsem, da je Slovenska vojska tista, ki zna tudi v nekako diplomatskem, vojaško-diplomatskem smislu voditi zadeve regionalno in da zna biti pobudnica nekaterih iniciativ. Rekli ste, da ste se zelo dolgo časa prizadevali, da je bila ta vaja pri nas. Kako dolgo in v kakšnem smislu je ta vaja pomembna za Slovensko vojsko? Če lahko to malo pišemo? Vsej 2 leti je bilo govora, že mogoče več 2 do 3 leta je bilo govora, da bi gostili to vajo. Vaja je predvsem pomembna, ker daje določeno kredibilnost državi gostiteljici, da je sposobna izvesti kompleksno vajo in verjamem, da bomo to dokazali. Torej, pričakujem konec meseca avgusta in naš dokaz, ali smo uspešni ali neuspešni. Jaz verjamem, da bomo uspešni in da nas čaka še 2 naslednji vaji, torej v letu 15 in 16, še nekoliko bolj problematični oziroma neke vaje, ki daje še dodaten šarm, vojaški šarm našemu usposabljanju. Pa vendarle, kako pomembna je ta vaja za Slovensko vojsko? Je to eden najpomembnejših projektov za vas letos? Sigurno to je ena najpomembnejših, najbolj kompleksnih vaj, bi rekel, najbolj kompleksnih vaj v letošnjem letu. V letošnjem letu je Slovenska vojska izvedla že kar nekaj kompleksnih vaj, tako da je težko govoriti, veste, tudi vaje niso primerljive med sabo, torej, ampak glede na število udeležencev oziroma število držav in regijski koncept, ki ga želimo spodbuditi s to vajo, je pomembna vaja. Torej, je ena pomembnejših vaj, kar se tiče vojaško-diplomatskega prostora. S čemu pa bo ta vaja doprinesla? Vaja predvsem povezovanju interoperabilnosti, spoznavanju drugega, delanju partnerstev, spoznavanju štabnih postopkov in temelji na računalniško vodeni vaji, ki bo osnova za nadaljne vaje v naslednjih 2 letih, ki pa bojo, mi tako imenujemo field training exercise, torej so žive vaje z vojaki. Slovenija se mora obnašati kot članica Evropske unije in NATO. In ta vaja je prva tako velika mednarodna vaja od leta 1998 dalje, ko smo gostili takrat vajo Cooperative Adventure Exchange na Dolenjskem. Mi moramo se ravnati v skladu z politiko, z načelom NATO o pravični delitvi bremen, se pravi fair burden sharingu, in tudi sami kdaj biti organizatorji mednarodnih vojaških vaj. Ta vaja je za Slovensko vojsko tudi priložnost, da dokaže, da ni več samo enakopraven član zavezništva, ampak da je enakovreden član zavezništva. To razliko med biti enakopraven in enakovreden pa dela to, da Slovenska vojska po 21 letih svojega razvoja danes ima svoje znanje, svoje izkušnje in ima nekaj, kar lahko deli z ostalimi zaveznicami in partnerji. Gre za vajo, ki je osredotočena na Zahodni Balkan in v tem kontekstu je tudi Slovenija ob Hrvaški tista, ki ima konkretne izkušnje točno na stvareh, ki seveda so trenutno, bi rekel, eden od glavnih izzivov za vse, vsaj za države bivše Jugoslavije, posebej za Makedonijo, Črno-goro, Bosno in Hercegovino, ki so na poti v evroatlantske integracije. Če je en del načela NATO ta pravična delitev bremen, je pa ravno drugi del tako imenovan smart defense ali pa del, ki ga bolj Evropska unija pozna, pooling in sharing. Se pravi, če
Čisto konkretno, če prva brigada Slovenske vojske, ki predstavlja nekaj polovico manevrskih sil Slovenske vojske, ne bi letos organizirala te vaje in pa 2 vaj skupaj s 173. Brigado ameriške vojske, potem bi se moji vojaki o proračunu, ki ga jaz imam v brigadi, zelo malo usposabljali. Se pravi, vse, kar se dela na mednarodnem področju, vse, kar se dela v sodelovanju z partnerji in zavezniki, je za vsakega od zaveznikov avtomatsko cenejše. Proračun te vaje je ocenjen na 404.000 evrov. Prispevek Slovenije kot gostiteljice večjega dela te vaje je pa 140.000. In iz razmerja tega denarja vidite, kaj lahko mi dobimo. In isto velja za vajo Adriatic Strike, ki smo jo delali, isto velja za vajo Rock Proof, kjer gostimo ameriške vojake. Se pravi, delati skupaj pomeni cenejše in za tistim denarjem, ki ga mi imamo, še edini način, da veliko se lahko dovolj kvalitetno usposabljamo, je skozi te mednarodne vaje. Če vajo gostiš, je na koncu dneva za tebe to ceneje, kot če greš na vajo nekam drugam. Hvala. I've tried not to mess this up. Number one, I'd like to thank Slovenia for the host nation for all the help and assistance we've had throughout the process, planning for the exercise and getting ready to execute. It's been superb support across the board from both the civilians here in Postojna as well as the Slovenian military. This exercise, I'm here as one of the co-exercise directors. My normal job is as the director of the Joint Multinational Simulation Center in Grafenwehr, Germany. So I do computer-assisted exercises, which is exactly what this exercise is about. It's a very important exercise because it's working the interoperability of the several countries. And we're also distributing this exercise from here in Postojna over to Zagreb, Croatia. We have a brigade, multinational brigade in Zagreb, as well as a multinational brigade. So my expectation at the end of the exercise will be increased cooperation between the countries that are participating, as well as an increased understanding of what it takes to interoperate should we have to go someplace and do an operation in the real world or similar operation.